Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas tekme 5. kroga v prvi medobčinski nogometni ligi Maribor. Domači Jurovski Dol gosti Malečnik, po prvem polčasu pa je rezultat 1:2 za gostujočo zasedbo. Za goste sta zadela Korošec ter Dobaj. Gostje so povedli z 0:2, nato pa so se domači v drugem delu prvega polčasa pobrali in zadetkom znova vključili v enakovreden boj za točke na tem obračunu. Tako eni kot drugi so imeli še nekaj lepih priložnosti, z katerih bi lahko zatresli mrežo nasprotnika in rezultat bi lahko bil višji oziroma zadetki bi lahko padali še tako na eni kot na drugi strani. Tokrat so za ta drugi polčas sredine igrišča krenili domači nogometaši, ki ta dvoboj igrajo v svojih tradicionalnih rdečo-modrih barvah. Na drugi strani pa Malečnik igra v rezervnih dresih bele-črne kombinacije. Tršavec medtem pravočasno iz vrat, vse skupaj mirno razrešuje vratar Malečnika. Prekršek Šnofla nad Bešičem. Prosti strel za Malečnik bo izvedel Dobaj. Blaž Dobaj je že večkrat dokazal, da lahko z teh prostih strelov zapreti. Tokrat pa na koncu je žoga zelo padala in nevaren poizkus je bil to vsekakor Dobaja. V počasnem posnetku lahko še enkrat vidimo ta strel gostujočega nogometaša. Sagadin proti Sattlerju. Hager v prepovedanem položaju se je znašel domači nogometaš. V tem petem krogu so že bili odigrani 4 obračuni. Marles Hiše Miklavž 0:5, res visoka zmaga miklavških čmrljev, ki so na nek način tako malenkost na realna tla spravili Marles Hiše, če se lahko tako izrazim, oziroma jim dokazali, da za preboj na najvišja mesta potrebuješ še nekaj dodatne kvalitete. Medtem Dobaj v samostojni akciji, mimo vrat je sprožil napadalec Malečnika. Starše so prišli do prve točke v sezoni, z 2:2 so se razšli z Rohom. Ploj, Tršavec iz vrat, nekoliko slabo je sedaj Tršavec ocenil žogo. Na koncu je Janžekovič vse skupaj razrešil, žogo poslal v kot, prvi kot v tem drugem polčasu. Izvajalec bo številko 30 Rok Šnofl. Izenačenje, vendarle v prepovedanem položaju. Eden izmed domačih nogometašev, nekaj zmede je bilo sedaj v kazenskem prostoru Malečnika. V počasnem posnetku lahko vidimo to situacijo. Lah proti Bešiču, Davorin Šnofl, prekršek Bešiča. Sagadin, v obrambo se je sedaj dobro vrnil Bešič. Mirno Sattler. Rok Šnofl. Šnofl vrača proti Majerju, ta znova do Davorina Šnofla. Rok Šnofl lepo na desno stran, kjer je Škrlec do Belne. Rok Šnofl v samostojni akciji, v prostor proti Škrlecu. Škrlec podaja pred vrata, izbija Janžekovič.
Fanjedl, veliko prostora imajo sedaj nogometaši Malečnika za protinapad, prekršek pa je na koncu storil Hager. Fanjedl je lepo v zvezni vrsti našel Bračka, Bračko proti Stašu Fanjedlu, ta proti Dobaju, še vedno v posesti Dobaj, izgubuje žogo Dobaj, brez prekrška. Sagadin, tokrat pa Trševec pravočasno iz vrat, mirno na desno proti Lahu. Bračko. Bračko do Fanjedla. Gorza vrača Lahu, težave sedaj s podajo Gorze. Ploj. Vmešal se je Staš Fanjedl, dobro prebral namero domačih, takoj s podajo napad proti Bešiču, nanj pazi Majer, še vedno Bešič. Kot je Bešič priboril Malečniku. Dobro, pametno se je sedaj znašel napadalec gostov. Kot bo za goste izvedel Fanjedl. Fanjedl proti bližnji vratnici, brez nevarnosti za obrambo domačih. Izbijal se skupaj na koncu Sagadin. Bračko. Še vedno Bračko. Out za Malečnik. Izvajalec bo številko 16 Lah. Kot že rečeno, Starše so v tem krogu v včerajšnjem terminu prišle do prve točke v sezoni, z 2-2 so se rašli z Rohom. Morda so glede na sam potek srečanja pričakovali nekoliko več. Po prvem polčasu so vodili z 2 zadetkoma, nato pa v drugem delu nekoliko popustili. Ekipa z Rogoze je tako prišla do trdo prigarane točke. Prekršek Laha, ki bo za to ustavljanje prijel rumen karton. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo, ta prekršek Laha, ki je za dres vlekel domačega nogometaša. Rok Šnofl. Belna. Belna lepo proti Škrlecu. Škrlec z dobrim posredovanjem se je sedaj izkazal Krajnc. Belna. Sattler v samostojni akciji, prebral je njegov namero Gorza, na koncu je Rok Šnofl žogo dozel Gorzi, v prepovedanem položaju pa Hager. Rače so pričakovano z 2-0 ugnale Pesnico in tako ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice brez izgubljene točke in prejetega zadetka. Kot vse kaže, so letos prav nogometaši iz Rač glavni kandidati za naslov. Pesničani pa so po 2 zaporednih zmagah znova vknjižili ničlo. V koroškem derbiju pa so Radlje gostile Akumulator. Mežičani so prišli do minimalne zmage z 0-1 in tako na lestvici vsaj začasno naredili skok v zgornji del. Radlje pa tako ostajajo pri dnu in se bodo letos, kot vse kaže, borile za ohranitev prvoligaškega statusa.
Bračko spodajo proti Bešiču, mirno Majer vrača do Repe, ta takoj na kratko doda Rina Šnofla, Sagadin. Sattler, še vedno Sattler, Ploj, še vedno Ploj. Ploj znova vrača do Davorina Šnofla. Sattler proti Roku Šnoflu. Rok Šnofl lepo proti Ploju, ta višji od Krajnca, vendarle žoga na koncu do Tršovca. Udarec v glavo je sedaj v tej situaciji prejel Marko Krajnc, kapetan Malečnika. Tu se kaže kar močan udarec prejel Marko Krajnc. Slednji bo, kot vse kaže, lahko brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom. Zamenjava med tem v taboru gostov. Iz igre odhaja številko 18. Alen van Edel, oziroma Andrej van Edel. V igro pa bosta pri Malečniku prišla številko 20 Žiga Hozjan ter številko 2 Tin Gajšek. Iz igre je odšel tudi številko 16 Žiga Lah. Doba in Škrlec v dvoboju, tokrat prekršek Škrleca. V počasnem posnetku lahko vidimo ta prekršek domačega nogometaša nad Dobajem. Zbija Belna, Hager ima veliko prostora na levi strani. Hager je lepo videl takajočega Ploja. Mirno vse skupaj Tršavec, takoj na levo stran, kjer je Ulbin. Van Edel. Krajnc je žogo prepustil Bračku. Janžekovič. Janžekovič z visoko podajo lepo proti Gorzi. Vendar le nekoliko prehitra podaja za Gorzo. Sattler proti Roku Šnoflu. Na desni strani ima veliko prostora Škrlec. Šnofl se je odločil za podajo proti Belni. Janžekovič proti Bešiču, znova, oziroma Van Edel, se pravi čujem, Van Edel takoj znova na levo stran, kjer je Dobaj. Na desni strani ima sedaj veliko prostora Belna.
Bel nas podal na levo stran, kjer je Sattler in Gajšek v dvoboju. Sattler je sprožil brez težav za Tršovca. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus domačega vezista. Sagadin proti Roku Šnoflu. Znova Šnofl na kratko proti Sagadinu, Sattler. Nanj je pritisnil Hozjan. Na levi strani sedaj Hager. Nanj pazi Gajšek, še vedno Hager, lepo je Hager preigral. Gajška nevaren poizkus Hagerja, izkazal se je Trševec, Sattler znova, še ena obramba vratarja Malečnika. Ostaja 1-2, v tem drugem polčasu gostje oziroma domači nogometaši pritiskajo. Vidimo že po časnem posnetku strel Jurovskega Dola. Slabo je to žogo ocenil Brunček, na koncu vendarle popravil manjšo napako, žogo izbil out. Hozjan proti Bračku, znova Hozjan. Hozjan vrača žogo nazaj do vratarja Tršovca. Izbija Brunček. Ploj. Lepo Gajšek proti Gorzi. Gorza je v kazenskem prostoru videl tekajočega Bešiča. Na mestu še enkrat več obramba domačega moštva. Iz avta znova Gajšek. Gorza spodajal kazenski prostor, žoga je priletela vse nogometaše v njem in gol out na koncu za vratarja Repo. Rok Šnofl vrača proti Sagadinu. Majer proti Davorinu Šnoflu. Davorin Šnofl z lepo podajo prostor, kjer je Hager, še vedno Hager in Ulbin, Hager proti Ploju. Ploj strelja, znova je Ploj zapravil priložnost in ostaja prednost Malečnika za en zadetek, 1-2. Domači so v tem drugem polčasu boljši nasprotnik, priigrali so si 2-3 lepe situacije za izenačenje, a zaenkrat mreža Malečnika še miruje v tem drugem polčasu. Pametno sedaj je Davorin Šnofl z glavo proti svojemu vratarju, ta takoj na kratko do Majerja. Rok Šnofl. Sattler je osvojil veliko prostora na desno stran proti Hagerju. Hager in Ulbin 1-1. Znova podobna akcija domačih, še enkrat Hager v kazenski prostor na mestu Gajšek. Znova žoga pri Hagerju. Rok Šnofl. Prednost pušča glavni sodnik Bešič.
Ne morate sprvi, da ti nimam mogu. Če lahko njemu da roko, da meni polino isto. Dobaj mimo Šnofla ter Škrleca, samo lepa podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil v priložnosti Gorza. Ta je zapravil, ostaja 1-2 za goste. Lepa samostojna akcija, sedaj Dobaja in na koncu tudi sijajna podaja proti Gorzi. Ajde, bliže, Luka, bliže tu mesto, Luka! Luka! Mare, ti dupliraš naprej! Čekaj, testo tam! Sagadin takoj na levo stran, kjer je Brunček. Majer proti Šnoflu. Sattler, Ploj. Belna uspešnejši od Gajška. Tokrat premočna podaja Sagadina. Belna, še vedno v posesti Belna. Bračko z dobro obrambno reakcijo. Sattler, Van Edel in Hager v skoku. Uspešnejši je bil Van Edel, domači so vse bolj samozavestni, vedno hitreje prihajajo do žoge. Rok Šnofl lepo proti Sattlerju. Sattler v bloku. Van Edel na koncu kot za domače. Belna, najvišji v skoku, iskal je Ploja, na koncu žoga do Bračka. Dobaj z lepim prenosom igre na desno stran. Na koncu pa Gorza ni bil dovolj hiter. Ploj. Manjši nesporazum v taboru domačih. Mirno sedaj Tršovec, jasno nikamor se ne mudi. Vratarju Malečnika imajo željeno prednost iz prvega polčasa. Pri domačih sta v tej sezoni največ zadetkov dosegli Davorin ter Rok Šnofl in pa Dejan Belna. Vsi so se podpisali pod 2 zadetka, po enega so dodali še Tilen Kraner, Dejan Hager ter Darko Brunček. Pri gostih pa najboljši strelec s 6 goli Vito Gorza, ki je posledično tudi najboljši strelec lige. 2 je dodal Luka Ulbin, po enega pa še Korošec ter Dobaj. Šnofl proti Sattlerju, Sagadin. Šnofl lepo proti Sattlerju, ta v zvezdno vrsto, kjer je Sagadin. Hager je dobro prepustil žogo Sattlerju, na to je bil pozoren Krajnc. Bešič v prostor proti Dobaju. Dobaj takoj z ostro podajo proti Gorzi, vendarle ta priložnost Malečnika je splavala po vodi, ostaja 1-2. Hager
proti Sattlerju, ta vrača do Sagadina. Ja, Fana, bravo, Fana. Davorin Šnofl. Bliže, Marko. Ne stati, Hadži pridi na stran. Hadži pridi na stran, en drugega zapiramo. Lepo sedaj Hager in Ulbin v dvoboju, na koncu Dajte se malo tukaj. pa na mestu Trševec. Mare, odpi se, igramo, Mare. Daj, ne! Trševec se z visoko podaja proti Bešiču. Na koncu avt za Malečnik, takoj ga je izvedel Gajšek, iskal je Gorzo. Hadži, ostani. Hadži, ostani. Veća, isti žogo. Može, to greš to! Iga! Iga! Pa isti žogo, ne pa prosto! Sattler lepo proti Belni. Luka! Lepa diagonalna podaja na desno stran, kjer je Hager. Ulbin tokrat z dobrim posredovanjem. Rok Šnofl, Sagadin. Na koncu pa prehitra, premočna podaja Točno! Sagadina proti Sattlerju. Škrlec proti Majerju, ta znova v zvezdno vrsto, ker je imel manjše težave. Sedaj je Rok Šnofl, žogo mu je odvzel Hozjan. Pravočasno se je Rok Šnofl vrnil v obrambo in popravil svojo napako. Dvojna podaja z Brunčkom. Umešal se je Gorza. Še vedno Gorza. Gorza s povratno podajo proti Bešiču. Izjemna obramba sedaj domačega vratarja. Ostaja 1-2. Prekršek Dobaja. Vozi, ne nazaj! Vozi, ne! Zraven, zraven! Takoj podajo napad proti Belni. Še vedno Belna. Belna Ja, druga! vrača do Brunčka. Brunček s podajo na desno stran, kjer je Hager. Še vedno Hager. Hager in Ulbin. Hager vrača proti Sattlerju. Ta je lepo videl ploja, izkazal se je Krajnc. Še vedno Sattler v bloku Janžekovič. Darko, vračaj! Ven, idi, ven! Luka, ven! Pazi, Volker! I to ne tega! Še vedno Sagadin. Bravo, ti! Dobro, sedaj je Gajšek. Gorza. Ja, idi, veseli! Izbija Janžekovič. Dobro, ostani zdaj! Ostani! Evo, ven, zadnja linija! Ven! Davorin Šnofl znova na kratko proti Majerju. Hager. Mimo Ulbina, prekršek je na koncu storil Ulbin. Pripravlja se tudi zamenjava v taboru domačih. Iz igre odhaja bo odšel številko 3 Brunček. Bolj
Roman, pazi! V igro pa številko 19 Tilen Kraner. Malo ih pusti, 3, lahko. Hager se je odločil za strel, Tršavec je vse skupaj dobro razrešil, Sagadin na kratko proti Davorinu Šnoflu, ta na levo stran, kjer je Kraner, še vedno Kraner s predložkom. Mirno! Gorza sedaj pametno je nastreljal Kranerja, priboril avt svoje ekipi, Malečnik bo sedaj želel umiriti ta pritisk Jurovskega dola. Iz avta bo metal Gajšek. Samo ga posmikaš. Bešič brez prekrška oziroma na koncu vendarle prekršek Kranerja. Kar se tiče rumenih kartonov, pred tem krogom sta jih v taboru domačih največ prejela Rok Šnofl ter Aljaž Sagadin po 2, hkrati sta to bila edina 2 rumena kartona oziroma skupno 4, ki so jih prejeli v taboru domačih. Izbija Sagadin, Dobaj strelja, mimo vrat je sprožil Blaž Dobaj. Na drugi strani pa so pri Malečniku pred tem 5. krogom prejeli 5 rumenih kartonov, vsak po enega so dobili Miha Bračko, Staš Fanedl, Miha Janžekovič, Amir Karič ter Jan Lampret. Fanedl uspešnejši od Davorina Šnofla, lepo sedaj Fanedl prostor proti Gorzi, pravočasno izvrat Repa. Nova diagonalna podaja na desno stran, kjer je Hager. Ulbin ima veliko težav s Hagerjem, Sattler, še vedno Sattler vrača proti Davorinu Šnoflu. Bešič z visoko podajo proti Dobaju, Dobaj je bil uspešnejši od Škrleca. Škrlec na koncu mirno proti Majerju, ta pa nekoliko premočno, avt za Malečnik. Rok Šnofl, prekršek na koncu nad domačim vezistom. Sattler, še vedno Sattler, takoj na levo stran proti Kranerju. Kraner in Gajšek v dvoboju. Belna vrača žogo nazaj do kapetana Majerja, ta proti Sagadinu. Sagadin, Hager, Rok Šnofl z visoko podajo proti Ploju, v prepovedanem položaju se je znašel napadalec domačega moštva, za vsak slučaj je tudi Tršavec ubranil ta poizkus Ploja. Še malo počakati, vem, da prej igrate, pa malo počakati, ajde. Vodi ne z njega, ne s hrbta. Rok Šnofl
Še vedno Šnofl v posesti, vrača proti Belni. Davorin Šnofl, Sagadin, Sattler, Sattler na desno stran, kjer je Hager. Še vedno Hager, Hager vrača proti Sattlerju. Sattler lepo do Davorina Šnofla, ta na levo stran, kjer je Rok Šnofl. Rok Šnofl v samostojni akciji, na koncu pa brez večje nevarnosti oziroma brez prave nevarnosti za vratarja Malečnika. Lepo Škrlec proti Ploju, ta je s prsmi iskal Roka Šnofla, vmešal se je Bračko. Bračko znova proti Bešiču. Bešič na desno stran, kjer je Gorza, vmešal se je Kraner, out na koncu za Malečnik. Lepo so to sedaj odigrali gostje. Vmešal se je Sagadin. Klop, markirke gor, motite mi tam pomočnika. Ajde, desna. Ja sam radim, ne? Ne, vi ne. Sattler lepo proti Majerju, ta do Davorina Šnofla. Ploj na desni strani ima veliko prostora Škrlec, zanj se ni odločil Ploj. Gorza spretnejši od Sattlerja, Bračko na kratko proti Fanedlu, ta prepušča Dobaju. Krajnc je iskal Bešiča, izbija Sagadin, out na koncu za Malečnik. Daj žoge. Dobro, pristav se žit. Lukaš je. Iz igre pri domačih medtem odhaja številko 28 Ploj, v igro pa prihaja številko 18. Klemen Breznik. Žoge nima malo. Zoga. Golman. Ulbin je medtem že izvedel out, iskal je Bešiča, domači so bili pozorni na to situacijo in Majer na levo stran proti Kranerju, vmešal se je Gorza, ta je lepo našel Bešiča, Bešič strelja, obramba domačega vratarja, ki svoje moštvo tako zadržuje v igri. Fanedl, še vedno Fanedl, brez prekrška nad gostujočim zvezdnim nogometašem. Sattler. Bračko na koncu. Preostar je bil sedaj Bračko. Prosti strel bo za domače izvedel številko 11 Hager, medtem ima težave Staš Fanedl, ki je v prejšnji situaciji prejel udarec. Še enkrat si lahko ogledamo po časnem posnetku prejšnjo situacijo, ko je Bešič sprožil na koncu, pa se je izkazal vratar domačih. S tem Jurovski Dol zadržal v boju za točke na tem obračunu.
Hager s predložkom v kazenski prostor, najvišji Jan Žeković. Druga desna! Sodnik! Druga Žeka! Druga! Sodnik! Jan Žeković uspešnejši od Sattlerja, tako je spodajal prostor proti Bešiću. Bešić Desna Žiga! na koncu ni prišel do žoge, dobro je posredoval Sagadin, Davorin Šnofl s prenosom na desno stran, ker je Hager. Hager, tokrat uspešnejši Ulbin. Rok Šnofl. Proti udaljenejši vratnici, kjer strelja Sattler čez vrata, je sprožil vezist domačega moštva, izid ostaja 1-2. Še enkrat si lahko ogledamo to lepo situacijo pred vrati Tršovca, na koncu pa je Sattler sprožil visoko čez vrata. Bešić lepo proti Gorzi, še vedno Gorza. Ta je iskal Dobaja, še enkrat več na mestu Repa. Hager in Ulbin v dvoboju, Fanjedl pomaga Ulbinu. Najvišji v skoku Krajnc. Hager. Na desni strani Rok Šnofl. Spodajal kazenski prostor, strelja Belna. Napaka Tršovca na koncu in izenačenje. Izenačenje domačih, strelec zadetka pa številko 18 Breznik. Napaka gostujočega vratarja, vendarle je na to bil pozoren Breznik in žogo potisnil v prazno mrežo, domači pa tako v izdihljajih obračuna v 88 minuti prihajajo do izenačenja. Bračko, lepo sedaj Bračko, še vedno Bračko, Sagadin na koncu uspešnejši, Davorin Šnofl, še vedno Davorin Šnofl. Vse skupaj se je s tem zadetkom razživelo, predložek pred vrata Ulbin, najvišji v skoku, domači sedaj iščejo priložnost. Za prednost, na koncu pa 11 metrovka za domače, kot vse kaže pred nami preobrat. Menju, daj. 2 minuti še, pa podajte. Ajde, umiri, lepo, umiri, ajde. Izvajalec 11 metrovke, pa bo številko 11. Hager, bomo videli, ali lahko domači pridejo do popolnega preobrata in v pičli minuti in pol pridejo do 2 zadetkov. Seveda ni bil penal. Piki, 7 smrtni smo imeli, toga polovica Piki. Daj no, pa daj no Piki. Piki, daj no, vodi. Hager in Tršovec z oči v oči. Hager strelja obramba Tršovca. Tršovec je obranil 11 metrov, ko Hagerju ostaja 2-2. Kaj ga gradiš, igram po sodi, tam prosiš. Miri, ajde, miri, Žiga. Izi Luka!
Fanedl, krenil je Fanedl v zvezdno vrsto, ker je Bračko razživelo se vse skupaj ob koncu obračuna. Sagadin na mestu, znova Sagadin, Bračko. Dovolj hiter Dobaj, še vedno Dobaj s prenosom na desno stran, kjer je Gorza, višji Kraner. Izjemno priložnost so imeli domači, da bi prišli do preobrata, na koncu pa je Tršavec 11 metrov ko obranil Hagerju. Dobaj, prekršek nad Dobajem, sedaj pa prosti strel za Malečnik. Malo menjav tu? Ja, pridi Vito! Ja ne vem, predstavite to z Pa, Dobaj! Ne, pusti Dobaj, doma Dobaj! On. Daj, si! Ne, odaj, ne, ne, on. Kaj imamo? Znova izvajalec prostega strela Blaž Dobaj. Dobaj strelja, žoga je znova nevarno padala, še enkrat več. Čez vrata ostaja 2 proti 2. Glavni sodnik je med tem odpiskal konec današnjega obračuna. Na koncu delitev točk, glede na prikazano, bi lahko rekli povsem zasluženo. V prvem polčasu je bil boljši Malečnik, v drugem pa domača ekipa Jurovskega Dola. Gostje so vodili z 0-2 po zadetku Korošca ter Dobaja, nato je ob koncu prvega dela znižal Belna, v 88 minuti pa je končnih 2-2 in delitev točk postavil Breznik. Res sijajen obračun, izenačeno z obeh strani, napeto, močno, čvrsto je bilo danes in kot že rečeno, povsem zaslužena delitev točk glede na prikazano. Z moje strani je bilo to za danes vse, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.